dan zunaj lije in sem rekel, kaj čem narediti, kad drugega, kad je do Andraža pa pogledati, kaj je še kaj novega na tuhto z garažo. On meni zmeri reče, se zdaj pa konc. Sem realno pri njemu ni nikoli konc. Jaz sem se kar navadil, da ne govorim več tega, sploh ne Primožu, ker me pol zmer za ušesa, kaj novega, ampak idej ne zmanjka. Tako da se ne vem, kje smo se nazadnje ustavili v bistvu. Tudi jaz ne. Zato, ker večina tega kontenta je bilo bolj na short na TikToku, tako da Hyundai Poliman, tega po moje YouTube še ni videl. Ne. Dobar, ta spoiler po moje ampak potem telepiste, pa Lego formule, pa nova omara. Zdaj, vsi, ki ste me nazadnje disali, da nimam nič orodja, končno, imamo nekaj orodja. Zadnji cajt, pa še tam nekaj davni stran, mislim, da je ogledala, jaz tu živ, še nisem videl. Tako da zdaj vas popeljem okoli, oziroma vas bo kar Primož, pa da malo povete svoje prve vtise. Tukaj se enraz zmeri pa hlija, pridem začne snimati, če ima pač v redu frizura, pa če ima kakšen mazol, ampak mazolov zdaj že dolgo cajta nimam več. Ogledalo iz Hot Wheels avtomobilčkov, pač huda ideja, dokaj simpel za narediti, se mi zdi, da nisem imel dost dela. Pa en avto je, ki se meni da pade, ki me je tudi Andraž kupil, in sicer Lone Cup Racer, oziroma e-Racer. Ja, ampak isto v Hot Wheels izvedenki, ne? Nisem pač ti kupil ta pravega še. Drugač pa, koliko misliš, da jih je padal dol ta prvi dan? 2. Eden. Blizu. Ja, tako da kar v redu. Kar dobro. Kako si to montiral? Silikon? Silikon. Zdaj, tudi Hyundai smo malo popestrili s temi nalepkami tukaj na boku, pa tudi zadaj, pa tudi spredaj. Resal plus Luka iz Logatca se je malo potrudil in naredil en ful lušten dizajn. Jaz moram reči, da mi je ful všeč tok, da je malo drugačen, pa da malo izstopa na cesti, pa da je res samo moj. Pa na steni vidim vse piste od F1. No, niso čisto vse, v bistvu jih je pač ene par mojih najljubših, ampak ja. Cool, pa imaš pa tam še Lego, vse izvedenke zaenkrat, dokler ne pride še. Ja, vseh 10, plec je še za 2. Kje ne pride še? Cadillac? Ja, drug let, Cadillac pa Audi, če jih bojo naredili, ampak, pazi to, slišal sem že en dober rumor. Naslednje leto naj bi Lego izdal ven še replike čelad F1 dirkačev, tako da... Še nekaj zate. Pa še ena stvar, a ti viš, kako se zbrala oblika pruhe? Ne. Tako da se Jermen vrnil. Zgleda že tako kakšna, ja, bravo, dobra. Pažem, da je kar velik Parkside robe, pa mislim, da imamo pol še nekaj najdel, tako da je Lidl Parkside, če ste kaj za, mi dva sva za. Zadnji sem videl en video na Instagramu, ki je bil kao največji fan v Lidlovem skladišču, po mojem ni on največji fan. Ne, jaz bi rekel, da si ti, no. To ti skoraj ta naziv ti skoraj ne sme uideti, ne? Skoraj sigurno. Drugače sem pa se prej preizkusil v bitki na cajt, oziroma v vožnji na cajt. Kako mi je šlo, pa ne bom zdaj povedal, tako da če vas zanima, si pa gledajte na Instagram ali pa na TikTok. Pa ta čas, ki je zraven izpisan, mogoče je tvoj, mogoče pa ni. Tukaj je še ena velika zadeva, ki je po mojem najnovejši tukaj. Ja, tudi tale omarca je z Ikeje, ampak ni to v bistvu v sami omarci, ampak kaj je noter? Ni bistvo, ampak pač ful dobro se sklada s pultom, s tem, vse v isti liniji, ista globina, tako da res ful dobro. Ja. Pohvale za izbira. A lahko prem? Lahko. Ajde. Ja, greva kar od vrha, tlele imamo, nekaj imamo res od Parkside, vse tele zelene škateljce. In v bistvu se moram tebi zahvaliti, ker si mi jih zrihtal, ne? Z Madžarske. Ja, direktne, ker tam, kakor si mi razložil, imajo malo drugačne Parkside trgovine, ne tako, ker so pri nas samo oddelki v Lidlu, a ne? Kako to zgleda? Tam imaš še Parkside outlet, tako da dobiš kar dosti več robe, se imenuje sprut, je pa tudi tako, tudi sam Lidl je ful bolj založen. To bi rabili tudi pri nas. Ampak lahko pokaže zdaj še malo več. Mislim, da to je tudi ta prava delavnica, tam ima šofanciharje, nastavke, ta mašinca, drugače meni se res ful da pade. Ja, to je bilo pa tvoje darilo za rojstni dan. Iskreno sem pozabil, da jo imam, dokler nisem te omare v bistvu zlagal. Drugače res priročno, zaradi tega, ker ni premočno in za kakšne sestavljene omar, unih hišnih, stanovanjskih oziroma garderobnih, karkoli prije ful prav. Res pride ful prav, ker jaz mislim, da je tudi kakšen od vas že sprobal pohištva sestavljati z ta pravo baterijsko in to, kar tista baterijska vrtalka naredi z tisto ivirko, dajmo reči, da je bolj fajn na roke ali pa s čim takim. Zakaj imaš ti zdaj tukaj pnevmatsko orodje, potem
Ja, ok, za hume najbrž in vse take zadeve. Dobro vprašanje, zato ker sem si umislil kompresor, oziroma lih prišla je prilika, en kolega je prodajal kompresor, jaz sem gotovo, da drugega kakšne otroške pumpe za kolesa itak nimam tle doma, tako da sem rekel ok. In je prišlo zraven še vse to. Ampak preden gremo kamorkoli, moram pa v bistvu pokazati ta setup, ker sem kar ponosen na njega, pač res tako ful mi je všeč. Se pravi, to omaro, ki smo jo sestavili, sva z očem najprej malo modificirala, zadaj sva naredila eno luknjo, tako da je prostor za elektriko, pa malo ojačan hrbet, tako da sta v bistvu tukaj oba polža, tale je za elektriko, se pravi tako kolut, ki se sam navije nazaj, tale pa za zrak, kar pa pomeni, da v bistvu kompresor nikoli več ne rab zapuščati te omare, zdaj. Jaz ga ne bom uporabljal toliko pogosto, da bi se zadeva ful pregrevala. Kar se pa tiče zvoka, moram pa reči, da je tudi, ko omaro zapreš, se lahko pol pokaževa, še bolj tih, ker je dejansko toliko podložen na teh gumijastih podstavkih, da ne vibrira cela omara, tako da ful dober. Ampak, ja, zraven kompresora je prišel pa še ta orodje, tako da pač, ja, ni neki močno, ampak Uživaš, ne? zelo uživam, zvok je čista prav, tako da zdaj praktično, mislim, da je 15 metrov je tega šlaufka, tako da greš lahko ven, noter, okoli avta, kakorkoli in ne rabiš praktično nič premikati kompresorja. Zdaj, ta sesalc pa pač tudi je lepo pospravljen, tako da ni panike. Mislim, da si res lahko ponosen na ta setup. Ej, res dobro zgleda. Ko vem, koliko te pomeni, da je pač ena zadeva priročna, pa skrita, Tako, pa ja. da lepo zelija. Točno to. Zdaj pa da nova sam govorila, kad če bi ti not avto zapeljal, pa pogledava, če je kaj za spucati. Avto je čist. To ti verjamem, ampak lej. Ne, sej ni. A si ti že bil kdaj šotorom tle not? Po moje, ja. Not ne. Zunaj, ja. Ampak ok, zdaj če sva že tle, preden greva na tisto orodje, daj mi ti malo povej, kako si zadovoljen s tem, ker zdaj imaš pa ti to že koliko časa. Tu imam po moje drugo leto. No? V bistvu zadeva je res fajn. Širine 1,20 m, dolžine 2 metra, tako da v bistvu jaz se normalno stihnem noter. Je za 2 osebe oziroma 2,5 ali 3 neki taha. No. Postavil se, res tu je en stan, tu je, ne vem, 10 sekund. Sem v bistvu odpreš klipne, šotor se dvihne noter, postaviš tiste, ne vem, kako se smo reče, pač da drži pa konc. In tudi pa spraviš ga dokaj hitro, tako da, če vas zanima, lahko tudi tu enkrat pokažemo v ta pravem okolju. No, kar napišite v komentar, če se midva zlezeva noter. Ok, a imaš kaj sranga noter? Vsaj tepihe imaš zihar, glede na to, kakšen vreme je. Itak da. Pa ga pa kar naštimi. Jaz bom pa pripravil moj pripravek, ki najhitreje spuca kaj tazga. Čarobna palčka. V bistvu je čaroben, vse je čaroben. Tole se pravi luftek, to je to, se v bistvu boš kar v roke paril. Zdaj, ta zadeva, za vse, ki poznate, to je tornador. Njegova glavna prednost je to, da v bistvu dela tukaj na koncu to šobo vrtinc. Tukaj ima tudi dozirno posodo, ki jo lahko odprete, zaprete, tako da če rabite čistilo, pač čistilom, če ne brez. In v bistvu je zelo simpel, jaz bom to tebi dal, pa bom jaz paril kamero, zato da lahko malo bližje pokaževa, kako ta zadeva zgleda. Takole horuk. Zdaj pa lahko probaš, se ni nič poseben, ga malo pritisneš, pa je to. No, zdaj, ko kompresor laufa, lahko probaš zapreti omaro, da vidimo, če bo kaj razlike. Kar zapri. Evo, tako da zdaj ne vem, koliko se bo na videu slišal, ampak Je razlika. je razlika orang, no. No, in zdaj, ko ga v bistvu takole sperete, ga pa s krpo samo še zbrišete, če gre kakšna umazanija še dol. Drugače lahko tudi stoje to naredite, pa kam obeste, pa se pol odteče, pa posuši na soncu. Za finiš lahko pa samo še tako šobo zaprete, pa samo še z zrakom.
tako da je v bistvu zadeva malo prej suha. Sam je pa danes, ki je zunaj dež, je tudi tle not malo več vlage, tako da bo trajalo kakšno sekundo več, pa pol itak, ko daš v avto, pa se posuši. Tale tornador ima drugače precej različnih namenov, oziroma lahko fajn spucaš notranjost, ali za kakšne tepihe, kot so zdaj prikazali, za tekstilne je ful fajn, kadar se kakšni tisti umazanija, oziroma tisti delci, ki se ti prav zažerejo, oziroma se ti ful primejo noter, je tu ful dobra stvar. Sedeže, zadnji prtlažnik, pač celotna notranjost. Tudi Alcantaro ful easy zbudiš, zanj sem lih v rokovem Shelbyju, volan, pa je bilo ful dober, ker ga pač najprej zmočiš, pa ga pol s tem presušiš, pa se vlakna dvignejo, tako da top. Ali pa kakšen prah, da spihaš ven iz kakšnih takih delov, da ti drugače naprej z mikrokrpa, a pač tam spihaš ven in pol z mikrokrpa pobrišeš. Ja, tako da, ampak moram pa poudariti, ne, to je neka zadeva z AliExpressa za, mislim, da 15 €, nič kaj posebenega. In verjamem, da pač vse je ok, ampak na dolgi rok se bo pa verjetno prej poškodovala, kot pa tiste profi zadeve, ki so pač namenjene uporabi vsak dan po več ur, ki pač detailerji, ki to uporabljajo, je. Ampak realno za velika večina nas, ki uporabljamo tu bolj hobi variante, pa super zadeva. Ja, čist zadost. No, ima ta velik hladilnik, sva že pokazala na zadnje. Nimam pojma, ampak je pa ful lepo založen, se mi zdi. Lahko pogledaš, Zihar. če si kaj žejen. Ola, Ja, kar v redu zgleda. žejni parandražu ne boste, Ne, palačni tudi ne. tudi ne. Ampak je pa fajn, veš, un tam malo prej je bil vseeno tako, količinsko je bilo vedno premalo, oziroma če si imel doma kakšno žurko, je hitro zmanjkalo, pa pol traje, da se shladi, tako da ja, ta večji upgrade je bil top. To je to, jaz mislim, da za danes so vse obdelali, en tak mal update, en mini vlogec. Definitivno nas čaka še nekaj stvari letos, zdaj v jeseni še par testov. Jaz se počasi poslavljam od teh Pirelijevih gum. Znucane bojo pa obenem tudi, se mi zdi, da zdaj tole ta tretje leto, ko so... Kaj imaš ti? Ne, jaz ga imam, se pravi, drugo leto. A drugo? Mislim, da drugo, ja. Ampak zdaj je v bistvu bo že, ne, že tretje leto. Po mojem... Grozen. Ampak v glavnem, ja, se počasi izteka življenjska doba oziroma performance v malo manj idealnih razmerah je ful upadu, tako da bomo kakšen naslednji video rekli tudi kakšen na to, kakšno debato, če bo kdo kaj pametnega predlagal, da vidimo, kako bi nadomestili. Vsaj lun, mogoče, ali pa kormoran ali pa kaj takega. Ja. Ti boš tale šotor še kaj uporabil letos? Še? Ja, zdaj prej dopust. V planu je Črna Hora. Tako da, če bo cajt, pa če bo internet, bom kaj pa snil. No, the best, evo. Simulator bo šibal. Vedno bolj, po mojem, zdaj na zimo, ko bomo imeli manj stvari za zunaj početi, pa ko bo krajši dan. Tudi z bundo, ne? Tudi z bundo, če bo treba, ali pa, lej, kakšnega kratkega, ker tle, ko ne greš na cesto. Tudi kaj spiješ, preden greš pelat, drugače na cesti pa ne. Če bo kaj novega v garaži, bova tudi posnela. Sigurno bo kaj novega v garaži. Ma ja, mora biti, ne. Da ni dolg čas. Tako da, to je to, pa se vidimo v naslednjem.